Zdaj pa, magister Umerza, je vrsta na vas, vi kot priznani raziskovalec, avtor knjig, pravzaprav imate, bom rekla, najboljši pogled v drobovje. Izvolite. Hvala lepa, vse lepo pozdravljam. Iz samega naslova vidite, kaj si mislim o teh spremembah zakonskih. Pa bom posegal malce v zgodovino, nedaleč. 7. marca 1990, opozarjam na datume, je Ivan Eržen, zadnji načelnik slovenske tajne politične policije, ukazal masovno uničevanje udovskega gradiva. In to obvezno navodilo je poslal 13 centrom službe državne varnosti po celi Sloveniji in tudi 10 oddelkom uprave Udbe v Ljubljani. Rok je bil, da je treba uničevati določeno gradivo do 1. aprila 1990. Zopet datum, opozarjam, 7 dni pred prvimi demokratičnimi volitvami. Naj bi se to počistilo. Iz dokumentov, ki sem jih jaz videl in jih zdaj še dodatno so prihajali neki drugi dokumenti o teh uničevanjih, jaz sem videl še dokumente, da se je uničevalo tudi po 1. aprilu. Zadnji dokument, ki sem ga najdel, datira na 4. maj 1990. To je pa že po volitvah, tako predsednika države kot državnega zbora in dobrih 10 dni pred nastopom nove Demosove vlade. Zdaj je pa zanimivo, da je pa mladina, takratna mladina, je 7. maja 1990, so njeni novinari in fotoreporter Tone Stojko, so ujeli enega izmed številnih uničevalnih konvojev pred vhodom v papirnico Količevo. Verjetno si predstavljate, da Količevo niso vozili na analizo, ampak so vozili na uničevanje, zmletje v papirnato kašo. Če vam tudi pokažem to fotografijo, objavljeno 11. maja v Mladini, to je eden izmed konvojev, ki so ga ujeli. Par so jih sledili, pa jih niso ujeli, da tako rečem, to vse je noter v članku razloženo. Vidite, tukaj nek kombi, napolnjen z papirji, oziroma kombi, državno pa nek bel Golf, in to je eden izmed teh konvojev, kot mu jaz pravim. Zdaj, če se morda spomnite takrat, potem, ko je Demosova vlada prevzela 17. maja, ko je nastopila svoje ministrske funkcije, edini minister, ki ni naredil primopredaje, je bil Tomaž Ertl, ki ni predal Igorju Bavčarju nobenega papirja. Igor Bavčar prišel v prazno pisarno. Ob istem času je pa vojska že pledila orožje teritorialne obrambe, kar je naša policija zelo dobro vedela. Takratna policija, ali milica, kot se je imenovala, ali pa Udba tudi seveda. In o tem notranji minister ni bil, novi notranji minister ni bil obveščen. On je s tem direktno škodoval procesom osamosvojitve Slovenije. S tem dejanjem, ko ni teh informacij posredoval in papirjev svojemu, če že hotel kaj skrivati, pisati tekoče zadeve, ki so bile pomembne za položaj Slovenije takrat proti sovražni Jugoslaviji, da tako rečem, da tega ni storil in je seveda to zavrženo dejanje bilo takrat. In je tudi danes, seveda. Poglejte, v tem članku, kjer je ta fotografija, članek nosi zelo, rekel, zanimiv naslov, eksekucija policijskih dosjejev, stara oblast pod naslov je za seboj zabrisala vse sledove. To je članek Mirana Lesjaka in Mije Gačnik v Mladini 11. maja 1990, navajen iz tega članka. Papirnica Količeva je bila po privedovanju v njej zaposlenih delavcev več kot mesec dni prizorišče žalostne socialistične inventure. Mletje in predelavo, kot so nam zatrdili na sekretariatih, starega, neuporabnega, nezanimivega in odvečnega papirja so pred samim mlini pozorno spremljali pooblaščeni uradni spremljevalci konvojev, ki so pazili na to, da se je odpeljal po tekočem traku do mlina tudi zadnji najmanjši listič in na to, da kateri od teh lističev ne bi končal v žepu kakšnega od papirničarjev. Se pravi, več kot mesec dni, se pravi aprila in v začetku maja se je to dogajalo, to masovno uničevanje. Potem bom poznaj pokazal, kaj je za njih bilo, za te sekretarijate, predvsem za notranji sekretarijat, notranji ministrstvo takratno. Kaj je bilo to staro, neuporabno, nezanimivo, odvečno papir, kaj je to pomeni, bom poznaj pokazal.
In iz članka razvidno so bili te, ki so spremljeni konvoj, tudi oboroženi. In so oboroženi v tovarni stali ob teh tekočih trakovih, ki so vodili v te papirnate mline, kjer se je to spremenilo v papirnato kašo. Zdaj pa, kaj so zdaj pa te neuporabni, nezanimivi, odvečni papiri, kot so jih takrat imenovali, kot so takrat novinarjem razlagali na teh sekretariatih, na kaj se je nanašal, na kje osebe, na kje rekel institucije oporečniške naše polpretekle zgodovine. Pa gremo malo pogledati. Jaz tam, ker vem kodna imena nadzora teh posameznikov, sem dodal kodna imena. Blažič Viktor, spremljam po kodnim imenom Blaž. Veste, da je bil leta 1976 zaprt, zato ker je bil prijatelj od Kozbeka. Bučar Franc, Tikveš, pesnik Gantar Kajtan, Gantar Pavle, Gradišnik Janez, prevajalec, pisatelj, stražar, kodno ime, Grafar Navarnikov, Granik, Hren Marko, Kveker, Hribar Spomenka, filozofinja, Hribar Tine, Inkret Andrej, Jančar Drago, Janša Janez Kaplar, kodno ime nadzora. Jeza Franc, to je slovenski politični emigrant, živeč v Trstu separatist. Kozbek Edvard Bohinjski. Tle sem moral malo ustaviti. Jaz sem pisal knjigo o Kozbeku. In ni celoten dosje uničen. Iz poročil, nekih analitičnih poročil se da sklepati, da je bilo približno 20.000 strani napisanih o Kozbeku od leta 1944 do 1981, ko je umrl. Jaz sem najdel približno 2000 strani. Verjetno vseh tudi nisem še najdel. To pomeni, da dejansko gre tam za uničenje 90-80%, to kar prava številka. Namreč pri tej številki problem, ker ne vemo točno česa meriti, ker ne poznamo vsega, kaj je bilo. Ampak mislim, da je ta številka 80-90% dober približek tega, kar se je uničevalo. S tem, da se je uničevalo veliko bilo 80. leta kot prej. Seveda, ker je tisti, ki so takrat na oblasti, ki so videli, da zgubljajo oblast, so veliko bolj počistili za sabo, kot za svojimi predhodniki. Druga imena, se pravi, Krivic Matevž, Masnak Tomaž, Ošlak Vinko, anarhist, Pahor Boris, spremljali so ga v Trstu, šikaniral Krelj, Jambor, Pavček Tone, zdaj pred kratkim pokojni Petan Žarko, Pirjevec Dušan, Korošec, Pučnik Jože, seveda, Puhar Alenka, Rebula Alojz, Meščan, Orde Franc, Rupel Dimitri Negativ in tako naprej. Vidite, Stresan Ton, Šalamon Tomaž, pesnik, Tomc Gregor, Vidmar Igor, Vode Angela, Zdešar Janez, Lobec Jaša, Zupa in še na tisoče drugih. To je v tem dosjeju, ki so zdaj objavili na internetu, dosjeji nadzorovanih, ker je napačen naslov, ker ne gre samo za dosje nadzorovanih oseb, teh 17 stavžnih, ki je zdaj arhiv objavil na spletu, gre tudi za tisti, ne samo za nadzorovane, tudi za tiste, ki so nadzorovali, so notor imena v teh dosjejih. Zapravo napačen naslov, ampak vendarle tam je tisoče in tisoče dosjejev črtanih, uničenih, praktično, ali pa vsaj večji del uničenih. Se pravi, še tisoče in tisoče tega najdemo in to je to, kar se je tam dogajalo, pa ne samo takrat leta 90, tudi že poprej. Morda bomo enkrat prišli do kakšne analize, da bomo videli, če se bo dalo to narediti, še kaj boljše analize od tega. Seveda so pa tudi neke akcije, ko se je nekaj spremljalo, ne samo posameznikov, in jaz bi naredil samo neko akcijo deviacija, se pravi nek odklon, kot je takrat to UDBA imenovala, nadzor nad spremljanje nove revije, mladine, tribune, katedre, radio študent. To je uničeno. Nezanimivo, nezgodovinsko. Kako, ključni dogodki v naši zgodovini 80. let, kdo se ne spominja nove revije, mladine, tribune, ali kdo tudi, če ni takrat še to mogel spremljati, mlajši, vendar je to toliko znano, kaj so vse te mediji takrat počenjali za proces demokratizacije in pozneje tudi za osamosvojitev Slovenije. Za ta genocid nad uničevanjem ni nihče odgovarjal. Pred kratkim je minister dal ovadbo proti neznani osebi, to je bila seveda medijska raca, zato ker je pač ta referendum v arhivih, potem je pa Eva Irgl na osnovi teh dokumentov, ki sem zdaj povedal, predvsem na osnovi navodila Ivana Eržena, ki je zdaj tudi arhiv objavil na spletni strani, se pravi vedno sledi tem našim težnjam, je Eva Irgl dala seveda ovadbo proti znanemu storilstvu. In zdaj 40 let po tem uničenju, smo že 40 leto, po
teh osamosvojitvenih dogodkih po demokratizaciji Slovenije in dopolnitve arhivskega zakona močno otežujejo pogled v tiste udovske ostanke, ki so preživeli ta cunami. Je bilo že veliko o tem povedanega, ne? Tako da jaz nekateri stvari ponovil, ne? Jaz bom to skušal v eni posebni knjigi, to uničevanje, tudi pokazati o udbi, ko pisal pač o tem. Zdaj pa leta 2006 je pa vlada Janeza Janša poslala v parlament, ker je bil sprejet zakon, nov arhivski zakon, ki določal, da je gradivo nastalo pred 17. majem 90, se pravi, ko je začela nova slovenska vlada, Demosova takrat delati, in ki se nanaša na družbeno-politične organizacije, torej na partijo, na SDL, na sindikate, mladince, borce in potem na javno in tajno policijo, na pravosodne organe, da je odprto brez omejitev. Zakon je določil popolno odprtost s tem, da je uvedel zaščito žrtev, ne? Zaščito osebnih podatkov žrtev, kar naj bi seveda, da ne bi še enkrat bili žrtve na nek način šikanirane. Ne? Verjetno bi to razlog, pa verjetno bi tudi razlog se napravil neka politična ali pa moralna razlika med tistimi, ki so bili žrtve in med tistimi, ki so bili storilci ali krvniki ali rabili, ali kakorkoli jih že imenujemo. Skratka, duh zakona je odprtost z varovanjem osebnih žrtev. V praksi to ni pomenilo uporabniki nikakršnih težav. Duh zakona je bil odprtost. Ne? Zdaj, kako premagati to, ta omejitveni pogoj. A bomo zdaj, bi pa nekdo rekel, ker je duh zakona odprtost, bomo pa počrnjevali osebne podatke žrtev, zato da nam mogli proučevati, kako so šikanirali te žrtve. To bi pa je absurd. Zakon odpre, da bi se žrtve in njihovi potomci dobili neko zadoščenje, ne maščevanje, zadoščenje, ne, dobili, s tem, da se pokaže njihova. Zakaj vedno, ne, žrtve, treba tudi krivce pokazati, ne samo žrtve vedno izpostavljati, ne, kot imensko, ne. In če bi zdaj mi začeli počrnjevati, ne, po tem zakonu leta 2006, ne, ker je potem bilo uvedeno sicer tudi, rekel, pod vladavino še tega zakona, bom poznaj povedal, kdo je to uvedel, pa zakaj, bi mi prišli do situacije, da ne moramo proučevati tega. Zato, ker ščitimo osebne žrtve, ne bi mogli proučevati šikaniranja žrtev. Nesmisel, ne. Tako da to je bilo izjemno zlahka, smo to premagovali. Ko si prišel v arhiv, si podpisal nek list, vsako leto na novo, da ne boš, če boš prišel pri svojem delu do občutljivih osebnih podatkov žrtev, da jih ne boš javno predstavljal javnosti. Pod nekimi sankcijami smo podpisali in nihče ni nobenih pritožb ni bilo žrtev. Niti krvnikov ni bilo pritožb, da se objavljajo osebni občutljivi podatki. Krvniki so, ali pa ti sodelavci udbe so nas, mene konkretno en sodelavci udbe tožil, da sem ga razkril kot sodelavca, ampak to ni občutljiv osebni podatek. Ne po zakonu za leta 2006, ne po tej noveli. Če si bil sodelavec udbe, nisi zaščiten ne v nobenem primeru, ne po tej noveli, ne po zakonu, ki še vedno velja, ampak je že novela sprejeta, pa jo referendum zadržuje. Ne. In je potem na sodišču, ko sem predstavil dokumentacijo, na prvem naroku je seveda prosil za poravnavo, ne, ker je videl, da imam pač neizpodbitne dokaze. Jaz nisem s tem nič kršil, ker sem to objavil, ker to ni bil osebni občutljivi podatek. Skratka, nihče se ni pritožil. Do leta 2014 nimamo ene tožbe žrtve za razkrivanje osebnih občutljivih podatkov. Ne. Niti enega krvnika, ki bi se pritoževal nad tem. Tega pač ni bilo, ne, v 8 letih. In zdaj to velik problem očitno, ne, tega nove novelje, zato to na nek način zdaj sankcionira na drug način in zapira arhive. Zdaj pa, ko sem jaz leta 2010 objavil knjigo Edvard Kozbek, ne, osebni dosje številka toliko in toliko, kjer sem pokazal, da je kljub temu uničevanju še vedno toliko ohranjenega, da se da narediti kar dobra anatomija prejšnjega propadlega režima, so se pa začeli pritiski. Ljudje, na kateri so začeli glave obračati na cesti stran, ne, tako rečemo. Niso več hoteli pogledati, ne, ker so noter omenjeni, med njimi tudi bivši predsednik države, ne, začel glavo obračati, se poznava, ne. V knjižnicah nekateri nisem smeli naročati mojih knjig, ne, in tako naprej, ne. Se je začelo tak, sem videl neko tiho nelagodje. Ko sem pa jaz objavil, da bom pisal o velikovški bombi, se je pa zaprl del arhiva. Ni bilo dolgo, ko sem zahteval v arhivu pogled v dosjeje iz leta 1979, ki so pa spravljeni bili, ker je to leto, ko je udba vrgla bombo v Velikovcu, ne,
sem zahteval pogled v neke arhive, ki so bili v hrambi na Sovi, ampak že v lasti in upravljanju arhiva, je bilo enostavno, so mi zaprli vrata, oziroma niso teh fasciklov hoteli pripeljati v arhiv Slovenije. Iz tega se je potem nastala velika medijska politična afera. Vlada, ki je vedela, da je v nezakonitem stanju, ker je vedela, ker mi je nezakonito zaprla del arhiva udbovskega, je hitro sprejela zakon v parlamentu in na ta zakon je seveda SDS Nacionalna stranka in Andrej Magajna so vložili referendumsko pobudo in potem referendum in veste, rezultat je bil 71% proti temu zakonu oziroma za odprte arhive. Ampak gledajte, potem je pa, mislim, da bi junija referendum, zdaj, ne vem kaj, julija, avgusta so razmišljali, kaj narediti, neki, ne vem, kdo tisti strici iz ozadja, kot jih imenuje Borut Pahor, pa jih noče imenovati, ne, pa vemo, kdo so, ne. Nov udarec jeseni leta 2012 v arhivu. Sedaj pa direktor Matič samovoljno uvede anonimizacijo, ampak ne celotnega arhiva po letu 2006, ampak samo udbovskega dela. Ker en del je zbral in rekel, na tale najbolj navaren, ne vem, kako je to razmišljal, tudi ne po vseh osebnih občutljivih podatkih, kot so navedeni zakoni. Samo ene par jih je izbral, ki je vedel, da bo pretežko to analizirati, vse tiste podatke, politično prepričanje, pa mora vse počrniti. Ker kaj pa je Udba raziskovala pri žrtvah kot politično prepričanje, pa versko prepričanje, pa iskala osebne občutljive podatke, da jih je šikanirala, seljevala, pridobila za sodelavce in tako naprej. Se potem dobili pa so same počrnjene, pa itak tega ne mogli tem dva fanta izvesti, ki ste izobraženi, ampak to je težko gledati, bi povedal zakaj, ne. In jaz tudi v teh gradivih, ki jih pišejo ti arhivisti, sami pravijo, bili smo pred kolapsom. Arhiv je pred kolapsom, ne. Zato je potem, takrat je pa lih padla tudi, oziroma prišla nova vlada Janeza Janše, ne, in je bil imenovan Jože Dežman in Jože Dežman aprila 2012 enostavno ukinil to anonimizacijo. Pika. In je bilo spet normalno, spet smo podpisali papir in smo neomejeno gledali in nismo sporočali noben od raziskovalcev, nobenih občutljivih osebnih podatkov. Nobenih, ne. Ampak zdaj pa težav spet ni konec, ne. Zdaj je pa drugo prišlo. Zdaj pa, ko je prišlo do razkritja, da je bil Veno Taufer konfident slovenske udbe, ne, so pa začeli na arhiv, ki se on začel pritoževati, ne, na arhiv začeli zaščite občutljivih podatkov, čeprav ni to občutljiv osebni podatek sploh, če se je razkrilo, da je on konfident, ne. To je najbolj nekako paradoksalno. Da je bilo to kršenje človekovih pravic, pa so hodili kulturni inšpektor ali njegovi predstavniki, ne vem točno vse kdo, pa je ta borka za človeške pravice, pa informacijska pooblaščenka. In mi uporabniki smo videli da se pritiska spet na arhiv, da se te stvari zaprejo in smo zbežali pod okrilje, da tako rečemo, arhivske komisije, ki ima pa po zdajšnjem zakonu zelo ohlapna preko široka pooblastila, da tako rečem, ne. Samo če je javni interes nad osebnim, lahko ona da dovoljenje, da tako rečem, ne, da se lahko gledajo te občutljivi podatki žrtev, ker so žrtve edine bile zaščitene po tem zakonu, ne. In smo v bistvu vsi kje zbežali in arhivska komisija je dala v bistvu vsem nam večjim uporabnikom dovoljenje in gledamo zdaj nekako pod okriljem arhivske komisije, ne. Seveda se pa jaz zdaj sprašujem, ne, če bo nov zakon poznaj pokazal, ker je tudi že bilo rečeno, ne, po zdajšnjih pogojih, kot jih pa po poplastilih ali po omejitvah, ki jih ima arhivska komisija, ki mora pač delati po zakonu, jaz osebno ne morem več priti do tega, preskočiti te anonimizacije. Bom pozneje povedal, zakaj ne. Dobro, zdaj smo leta 2012, torej spet pritiski grejo, mi bežimo pod dežnik arhivske komisije, da tako rečem. Arhivska komisija je naklonjena temu raziskovanju, kar je pravilno, ne, ker mislim, da tudi s tem sledi duh zakona, ne. In potem pa pade marca leta 2013 Janševa vlada in nova vlada pohiti s temi spremembami, ne. In imamo zdaj že spremembe zakona, ne, spremembe zakona, ki so slabe in velik korak nazaj. Zakaj? Nekaj bo že, jaz se opravičujem, imam to pač na slikcah, ne moram zdaj, ker so bili že veliko stvari povedanih, ne. Zakon, zdaj pa zakon zapoveduje splošno anonimizacijo občutljivih osebnih podatkov. Hkrati pa širi nekatere vsebine, kar je dobro, ne.
širi, odpira nekatere vsebine, ki so v prejšnjem zakonu zaprte. Recimo, zame je zelo pomembno, da so odprli predsedstvo SRS in predsedstvo SFRJ, ker je bil, mislim, da je bila prepoved 40 let, ne. Zdaj je to odprto, ne vem, iz katerega razloga je to takrat izpadlo iz zakona, ampak to je dobro. Ampak pogledajte, kaj to meni pomaga. Če mi širite vsebine, hkrati jih pa zapirate. Ja, pa to je ja nesmisel, ne. Imam kot večji dostop do večje količine gradiva, hkrati mi ga pa zakon za anonimizacijo zapira. Meni nič ne pomaga večja količina gradiva, če je večja, pa je manjša bila prej odprta, večja je pa zaprta. Bo potem imel rajš manjšo količino, ne. Zdaj seveda anonimizacija pomeni pa v našem besednjaku popolnoma napačno počrnjevanje, prekrivanje določenih občutljivih podatkov, ne. Zdaj, ko smo že rekli, partijskega gradiva je tam za kilometer, ne, udbovskega je za 400, potem so te fotografski posnetki, 2,5 milijona, ne, in to si morate predstavljati, ne, takole, to je škatla, ena arhivska škatla, tipična arhivska škatla, vsebuje stotine strani dokumentov, od 300 do 700, tam nekje se giblje, ne. To število dokumentov, če bi te škatle postavil vrsto, bi to bilo 400 metrov, ne. Partijskega 1 kilometer. Celotno gradivo, kot je pa že rečeno, ki je pa danes se mora anonimizirati, je pa 80 kilometrov. 80 kilometrov, to ni malo, ne. Ne vem, koliko je to milijone strani, ne, ampak je veliko, ne. Zdaj, gledajte, za partijsko in udbovsko skupaj gradivo skrbijo 3 arhivisti, ne. Sedaj bojo bolj ti 3, ne, arhivisti, oziroma 2 za udbo, ne, pa ostali arhivisti, ki delajo na SSDL-ju, pa na javnem tožilstvu in tako naprej, v svojem rednem delu, jaz sem pa javnosti polno zaposleni na ti 3, ki jih jaz imam z njimi kontakt, ne, oni so polno zaposleni, bojo mogli pa še to pregledovati, ne. Ampak oni ne bojo mogli zdaj samo prelistati, kot jaz prelistam, ne škatlo, ali jo pa tudi pozorno gledam. Vprašanje, če je zanimivo, jo tudi pozorno gledam, ne. On bo nekje mogel iskati, recimo, tudi sam besedo nekje bo mogel iskati, recimo besedo homoseksualec, če bo kaj najdel, bo prečrtati, ne, lahko je samo ena beseda v 5-stranskem dokumentu, ampak on mora vsak stavek prebrati, da kaj ne spusti, ker ga zakon k temu zavezuje, ne. To je problema, veste, on je odgovoren, ne. On more najti občutljive osebne podatke in more zelo pozorno in počas skoncentrirano to brati. Zdaj, ko pa vi lahko preberete na dan strani, ne? 1000 sigurno ne, ne. In potem mora to vzeti škatle ven, mora fotokopirati, ker ne sme originala počrnjevati, mora počrniti kopijo, mora kopijo še enkrat prefotografirati, ker če kopijo obrneš prvo kopijo proti svetlobi, vidiš še vedno spodaj, če si počrnil, skratka vam povem, to je, potem mora to nazaj vložiti kopijo, potem mora posebno kuverto vlagati originale, tiste zapečatati. Vam povem, da jaz sem govoril s temi fanti, to je fiziološko mukotrpno delo. Glejte, prava nočna mora pa nastopila, ko bo meni vzeli dovoljenje, ne, če mi ga bojo, ne. Upam, da ta vlada v enem mesecu tega ne mogla narediti, nove komisije, pa novih pravil in tako naprej uvesti. Bom jaz naročil prvo, kar bom šel naročiti škatlo 2534, ker sem že gledal 3 mesece, pa sem pregledal 1% te škatle, ker je noter 1000 mikrofilmskih žepkov. Ne, zdaj pa, če pogledate, kaj je to mikrofilmskih žepkov, je pa običajno 64 fotografij vsebuje. Kar 1000, ne, čeprav so lahko tudi manjši žepki noter, nisem se jih pregledal, ne. Gre za 10 000 strani v eni škatli, ki jih bo mogel zdaj arhivist pregledati, ampak ne na papirju, na mikrofilmih, kar je strašno težavno in zamudno delo. Potem mogel to poskenirati, en drug tehnik tam, ki lahko samo eno sliko poskenira, ne more celega mikrofilma poskenirati. In vlada je pa rekla, ne rabimo niti enega evra za volitev tega zakona. Zdaj pa dajte ta milijon v referendum, nam pa bomo mi to delali zdaj veselo in tako lepo. Tega sploh ne moreš narediti, proračun tega ne dopušča, da bi ti z ene postavke prinesel na drugo postavko. Pa sama zdaj logika, mi smo zdaj nek zakon za nas sprejeli, nimamo finančnih sredstev, vi ste referendum, ne bodi vas treba to referendum zahtevati, zdaj pa odstopite, pa ne dajte denar, da bomo mi zdaj to fino skenirali, pa anonimizirali in tako naprej, ne. Hkrati pa ne predvide enega evra za uveljavljanje tega zakona. In zdaj so 2 boga arhivista s temi milijoni, ker gre za milijone strani pri udbi. 400 metrov, to je par 100 000 strani, plus 2,4 milijona fotografskih posnetkov, ki so izjemno slabo pregledani, ker se vsi izogibamo tega pregledovanja, ker je strašno naporno. To boš hodil na masažo, to dobiš sinusi, namejo, mislim, da ne razlagam teh težav, čisto fizioloških,
pregledanje teh mikrofilmskih žepov. Kvaliteta je izjemno slaba. Poglejte, potem imate arhiv ogromno v tujih jezikih. To je treba tudi pogledati, če so osebni občutljivi. Potem imate videokasete, morate tudi tam izločiti osebne občutljive podatke. Imate snemanje v hotelskih sobah po noči in tako naprej. To treba vse na nek način, a veste. Potem imate audio zapise, ki so tudi noto osebni občutljivi podatki. To je nebroj tehničnih problemov, da jih tudi CIA ne more rešiti v kratkem času, pri taki količini materijala. Tako da jaz sem zgrožen. No? In se zdaj pa ni zapravo odprto, najbolj odprto, vse je odprto in tako naprej. Ja, kako? Ne? Kako? Zdaj imate duh zakona, ni odprtost, ampak je neka odprtost z počrnjevanjem zadržkov. Zdaj pa vse dobro, pa vi prav minister vedno na teh soočenj, pa nič, boste vi dobili, boste šli na arhivsko komisijo, pa bo ona dala, jaz sem zagotavljal. Vi meni imate kaj zagotavljal, gospod minister, vi jutri greste, ne? In tudi komisija mora delati po zakonu, ne potem, kar vi meni zagotavljate. Vi, ko enkrat nastavite komisijo, ko ji zakon določa, kako ne dela, on se ne sme sploh v delo komisije posegati. Ne. Zdaj poglejmo, kaj meni lahko komisija, govorim zase, zato da je plastično razumel, to velja za vse druge tudi, ne, te težave. Ne. Zdaj pogledajte, komisija, stari zakon, kot sem že rekel, če je javni interes nad osebnim, je možno, da ti komisija lahko tudi ne. Ampak ti lahko da komisija dovoljenje, da greš isto občutljivost žrtev po tem zakonu, ki še velja, ne, v skrajšanju. Ne. Zdaj pa kaj pa nov zakon? Poglejte, uporabnik, znanstveno-raziskovalna organizacija, raziskovalci, novinar. Jaz nimam nobene znanstveno-raziskovalne organizacije. Ne. Jaz nisem formalno raziskovalec, ker moraš biti upisan v nek razvid raziskovalcev. Mene zgodovinarji zmerjajo po časopisih, da sem ljubiteljski raziskovalec, da sem amater in tako naprej. Ne. Jaz nimam tega statusa, jaz nisem novinar, jaz že tukaj propadam, že na tem členu propadam, ne, že na začetku tega propadam. Potem, pogledajte, naslov raziskave, elaborat, nosilec raziskave, mentori, ne vem, raziskovalno področje, namen, cilj, strokovno temeljitev. Jaz moram pred knjigo napisati, pa še nisem pogledal dokumentacije, kaj noter je. Se jaz tudi, ko grem pisati knjigo, jaz ne vem, kaj bom napisal, jaz dostikrat najdem kakšno temo, pa šele potem začnem pisati. Jaz sploh ne vem, včasih ne vem, kaj iščem, ker te popisi niso tako natančni, da bi jaz točno vedel, ni vsak dokument označen. So neki sklopi približen, ne, včasih pa tudi to, ne, imaš samo MFŽ, ne vem, ne, in imaš tam 100 MFŽ, ko piše samo nekaj gore, ena šifra in začneš gledati, ne, in vidiš, če je to tisto, kar tebe morda bi bila neka zanimiva zgodba, da predstaviš javnosti, ne, to so taki problemi, ki seveda so, tle se vidi, predvsem pri tej komisiji se vidi skrit namen, da se zapre, ne. Da ti ne moreš tega počrnjevanja preskočiti praktično. Saj jaz ne. Pa tudi verjetno Leljak bi imel velike težave. Čehi, kot je bilo že rečeno, imajo popolnoma odprto s tem, da seveda imajo lahko tudi še kaj skritega, ne. Ampak nimajo samo Čehi skritih materialov. Ne. V Sovi se nahajajo skriti materiali ali pa uničeni materiali po demokratizaciji. To sem pa zdaj ugotovil, ne, in sem bil šokiran. Ne. Prvič, oni so leta in leta prenašali materiale v arhivu, ko jim je zakon zapovedal, da morajo takoj prenesti arhivu. Še vedno je meter tam, ne vemo, kjer ga gradiva, in veste, pri takem uničenju vsak dokument pomemben. Vsak dokument je pomemben pri takem uničenju. Tudi en meter gradiva je lahko zelo pomembnega za to, da proučujemo in nastavimo udbo, prav faktor je, da lahko malo zadihamo. Ne? In jaz sem zdaj gotov, zahteval sem arhivu, da mi poiščejo nek dosje, ki sem v časopisu videl, da bi leta 1993, da ga je Komisija za nadzor parlamentarnega ga je gledala oziroma hotela gledati na sedežu takratnega VIS-a in tega dosjeja ni prišel iz Sove. A je to en dosje, a je to 1000 dosjejev, jaz ne vem. In to bo treba zdaj raziskati, jaz bom to zahteval ali bom skušal, da se te stvari tudi razčistijo, ne? Ker je očitno še nekje neki, ali so uničevali po letu 90, takele stvari, kot sem prej navedel, takele imena. Zato ni nobenega razloga. Zato si jaz želim seveda, da na referendumu se to zavrne, ne? In da se pripravi taka sprememba, ki bo zakonsko in nedvoumno, da se na vsak direktor lahko ali pa vsaka politika zmišljevala, kaj se naredi zdaj za uporabo tega zakona v praksi, ne? Da bo neomejen dostop, ne, do vseh ohranjenih dokumentov, ne samo udbe, tudi prejšnjega in propadlega režima, ne?
In če tega namo naredili, če namo te slovenske tajne politične policije propadlega režima v celoti in bomo razstavili na prav faktor, kot se da sploh še, ne, se bomo lepega dne znašli v socializmu človeškem razum in nečloveško tajno politično policijo nove socialistične elite, kako naša vzhoda. Hvala.